V Domžalah dvoboj dveh novincev v ligi domače Radomlje so pričakali Aluminij, ki je letos še vedno brez zmage, tudi Radomlje še niso uspele zmagati in doseči novih 3 točk. Prva akcija tekme za goste, dolga podaja naprej proti Robertu Kurežu, ki je meril, ampak na pravem mestu je bil domači vratar. Potem vratnica za goste, žoga pred vrata in Rogina je stresel vratnico, potem pa je Kurež zgrešil vrata, ostala je pri začetnem rezultatu. Kombinacija za domače nogometaše, podaja pred vrata in napaka v obrambi gostujočega moštva in tole je bil gol za 1:0. Zadev je na koncu Kovjanič, ki je žogo pospravil mrežo in Radomlje so povedle z 1:0. Zmeda v obrambi gostov in prednost za Radomlje v 18. minuti. Kombinacija za goste, lepa priložnost za Aluminij in na koncu mimo vrat domačega vratarja, ki je tokrat bil srečen, kajti bil je že nemočen, ampak žoga končala mimo leve vratnice Ivačiča. Poskušal je Bizjak in streljal mimo gola, lepa priložnost za Aluminij. In nato še zadnja priložnost prvega polčasa, poskus daleč za ekipo iz Kidričevega, potem pa Ivačič zgolj z odbito žogo in izkazal se je Aljaž Ivačič na koncu. Ni bilo zadetka, tudi v nedovoljenem položaju pa je bil Robert Kurež in gol v vsakem primeru ne bi veljal. V drugem delu kot za goste in 1:1, Bizjak je bil na pravem mestu in izenačil v Domžalah, kot za Aluminij na pravem mestu pa Lovro Bizjak, ki je bil natančen in spreten ter premagal Ivačiča za izenačenje v 52. minuti. Potem gol za domače, ampak tole je bil razveljavljen zadetek zaradi nedovoljenega položaja in to je bila izjemno tesna sodniška odločitev. Ostala je pri neodločenem rezultatu, katerega je postavil Bizjak v 52. minuti. Potem pa že kot za gostujoče nogometaše, žoga pred vrata in 2:1. Z glavo je zadev še enkrat Lovro Bizjak, ki je bil najspretnejši, najvišji in najbolj natančen za 2:1. Tekla je 69. minuta. Gostje so povedli z 2:1 in bili v izjemno dobrem položaju. Domači so napadali, to je bila žoga pred vrata in izjemna priložnost za Radomlje, ampak na pravem mestu obramba Aluminija, ki je strelo uspela blokirati. Do konca tekme še nekaj akcij, najprej priložnost za Radomlje, do žoge je prišel Luka Gajič, ki je šel lepo pred vrata in prišel sam pred gostujočega vratarja, ga tudi premagal in izenačil na 2:2. Izjemno lepa in dobra reakcija Luke Gajiča, ki je bil hitrejši od gostujoče obrambe in poravnal izid na 2:2. Še en prekršek in Žan Kumar, branilec pri Radomljah, je prejel še drugi rumeni karton, bil izključen in zadnjih 10 minut je domača ekipa igrala samo z 10 nogometaši. Prekršek Kumarja za še drugi rumeni karton in Radomlje so ob koncu tekme igrale samo z 10 igralci. Kmalu pa je bil izključen še nogometaš Aluminija, to je bil že sodniški podaljšek in Nemanja Jakšič je prejel drugi rumeni karton in posledično rdečega. Tudi gostje so tekmo končali samo z 10 igralci in tako se je tudi končalo z remijem 2:2. Na koncu 2 gola na vsaki strani. Nobena izmed ekip še nima zmage v letošnji sezoni in tako ostaja tudi po 4. krogu prve lige. V Domžalah Radomlje Aluminij 2:2. Res je, vedeli smo, da bo težka tekma, dobro se poznamo z Aluminijem in dejansko smo mi bili v prednosti, oni v prednosti. Nekako mislim, da je na koncu zasluženo, da smo se vrnili, da smo osvojili to točko. Na koncu z malo sreče mogoče, da se nam tudi vrne za prejšnji poraz v Gorici. Lahko bi tudi na koncu tudi zadeli pa odnesli vse 3. Ampak mislim, da je zasluženo. Mi smo v prvem polčasu dejansko povedali malo po napaki njihovega vratarja. Ampak smo v igri dejansko šli na roko Aluminiju, kjer so nas čakali in smo jim dejansko podarili iz napak, iz podaj par žog, kjer so oni to izkoriščali za protinapad. Na srečo niso prihajali do nekih priložnosti.
Ja, res mislim, da smo danes solidno odigrali tekmo, pa smo prispeli dva taka čudna zadetka. Na drugi strani smo imeli tudi nekaj lepih priložnosti, ki nismo izkoristili. Nažal pri rezultatu 2-1 smo bili gospodar na igrišču in še imeli nekaj situacij, ki bi lahko mogoče zadeli, da bi se tekma obrnila pač v to smer v našo prid, ampak to je nogomet z neko dolgo žogo po naši pa smo malo zaspali tam v obrambi in je zgorilo za 2-2. Mislim, da je moja ekipa tokrat odigrala solidno tekmo.